Zdaj pa vabim dr. Mirjam Kladnik-Milharčič z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, da predstavi projekt Podobe enakosti Zavoda APIS. Lepo pozdravljeni. Danes so migracije tako zelo aktualna tema, čeprav so migracije vedno aktualna tema, saj so stare toliko kot človeštvo. Danes nam javni diskurs prikazuje eno zelo poenostavljeno delitev. Nas, ki naj bi bili odvedno tu, in njih, tiste druge, čudne, eksotične, nenavadne migrante in begunce, ki prihajajo k nam. Pa vendar, če pogledamo zgodovino, našo lastno osebno, družinsko, narodno, evropsko, vidimo, da ni tako. Da smo samo enkrat migranti in begunci mi, enkrat pa so migranti in begunci drugi. Enkrat odhajajo otroci enih in enkrat morajo oditi otroci drugih. In meni kot raziskovalki migracij, ki sem sodelovala pri projektu Podobe enakosti, mi je bilo res izjemno veselje, da sem lahko delala z migrantkami in to na projektu, ki je tako zelo pomemben za razumevanje migracij, in to je prikazovanje, predstavljanje osebnih zgodb. Osebnih, intimnih, individualnih zgodb, ki je vsaka drugačna, ki ima vsaka svoje razloge, zakaj migracije, ki ima vsaka v sebi toliko načinov, kako lepo preživeti, kako nekaj ustvariti, kako se vključiti v družbo in seveda kako preseči najrazličnejše predsodke, ovire in težave. In z velikim zadovoljstvom vam bom danes lahko predstavila 4 od 8 avtoric, zato prosim, da se mi pridružijo Ivana, Nino, Julija in Jasna. Druge fotozgodbe si boste pogledali in prebrali sami, te, ki so avtorice tukaj, bodo pa same. Zato prosim, če lahko začneš kar ti, Ivana. Hvala. Jaz bom govorila na srpskom, zato što sam sveža veseljenka, još uvijek. Sam iz Srbije, ime mi je Ivana. Se bavila time kako napraviti novi dom od mesta u koje sam, gde sam se preselila. Došla sam u Ljubljanu zbog ljubavi. Nakon 7 godina veze na daljinu, kad kažem dom, ne mislim samo na stanovanje, mislim tudi na to da sam 31 godinu živjela u Beogradu, bila integrisana, imala službu, prijatelje, porodicu, hobije i odjednom nemate ništa. I sve ide iz početka i sve nekako od nule i teško se dobija prilika da pokažete šta sve znate i da niste od juče rođeni, nego da imate sva ta znanja, ali da, bilo je teško. Tamo sam predstavila zgodbu svoje prijateljice Jovane, koja se tudi preselila zbog ljubezni, ampak ona nije čekala 7 let, ona se preselila nakon prve godine i zdaj je integrirana i dobila dvoletnu postdoc na institutu ZRC SAZU i njena zgodba me motivira da grem naprej. Hvala. V zvezi z migracijami smo navajeni poslušati o vojnah, o ekonomiji, pa o delu, ampak kot vidite, ne samo, da je že prej bila omenjena ljubezen, tudi mi smo začeli z njo in bomo z njo tudi nadaljevali in zdaj bo svojo zgodbo predstavila Nino, ki je prišla še od dlje. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala, da ste prišli pogledati naše razstave. Sem Nina Bektašešvili, prihajam iz Gruzije, sem 30 let stara in sem prišla v Slovenijo zaradi spet ljubezni, ampak moja zgodba ni bila toliko srečna, tako da sem izbrala svojo zgodbo, naredila sem 10 slik. Serija je bolj narejena na emocionalen način in povezuje vse te izkušnje, skozi česa sem šla takrat, ko sem prišla v Slovenijo,
serija je tam čist zadnji, črna-bela in ne vem, mislim, da vsaka ženska migrantka ima neko svojo posebno zgodbo in to, kar jaz sem pokazala prek svoje zgodbe, mislim, da tudi druge ženske lahko povezujejo svoje zgodbe. Najlepša vam hvala. Če bi si želeli bolj natančno prebrati zgodbe, si lahko vzamete tudi kataloge, ki so tukaj na voljo. Zdaj pa besedo predajam že otroški migrantki, ki je prišla v Slovenijo po seriji enih dežel, v katerih je živela, in Julija, upam, da nam boš vse omenila. Od Vietnama naprej. Ne bom dolgo vezila, sem pa po moje, ker glede, da to migranti so tako ne spadajo kam, jaz pa občasno vidim, da ne spadam to skupino, ko so zaradi ljubezni, jaz pač ne. Pač me je drugače življenje pripeljalo, ne, ampak ja, kljub temu sem sprejeta. Kako? Ja, no, tako. Ja, pri nas je bila, lahko rečem nas, ki smo s celo družino se selili, je bila drugačna zgodba. Da oče je pač inženir za pomorski promet. Tako da smo že, ko sem bila 6 let stara, šli v Vietnam za 1 leto. Bi mogli sicer 3 leta živeti, ampak se je Sovjetska zveza razpadla, pač Sovjetski sojuz smo se vrnili za Ukrajino. Čez 3 leta smo šli v Slovenijo, smo bili na obali, pol pa jaz sem v Ljubljano šla študirati, starši so v Ilirsko Bistrico preselili, tako da po moje selimo se tako celo življenje. In ja, državljanstvo imam zdaj 7 let, sicer sem pa 21 let v Sloveniji. Je pa težko povedati, ali sem Ukrajinka, ali sem Slovenka, ali sem Primorka, ali sem Ljubljančanka, tako da to je zdaj vse malo mešano postalo. Ja, in zato sem pa, ko sem začela delati to mojo fotozgodbo, nisem mogla povedati svoje osebne zgodbe, ampak samo sem šla kot zunanji opazovalec teh pojavov ljudi in različnih pripadnosti ali pa držav. In sem imela največ stika, naprimer, z 2 družinami, torej z mojo družino, pa z družino od fanta, ki je Slovenec, pa iz Ljubljane. In sem dejansko, ko sem šla čez njihovo hišo, parkrat sem ugotovila, da imajo veliko podobnih stvari, kar moji starši lahko najdejo doma. Ali pa moji starši imajo že toliko veliko slovenskih stvari v tem 20 letih, da se te meje zabrisali iz kesone. Tako da sem v bistvu fotografirala 2 družine in sem probala najti ene podobne dele, to so ta angliška dole, tako, ta majhna, velika, mešana. Ja, in dejansko zgoraj je slovenska družina, spodaj pa je ukrajinska družina. Tako. In sem v bistvu hotela s tem nekako zabrisati meje med temi državami oziroma razlike in pokazati, da so v bistvu vsi ljudje in vse gradijo izkušnje, ki jih živijo, se selijo ali pa grejo samo na obisko kakšne države, to jih lahko že dovolj zaznamuje. Med vsemi mogočimi in raznovrstnimi stvarmi, ki nas povezujejo, poleg ljubezni, še glasba in čisto na koncu predstavitve Jasna, ki je to tudi slikala. Hvala. No, jaz ne bom rekla, da je ta naša zgodba čist brez ljubezni, ker je ljubezen veliko. Jaz sem za svojo temo izbrala Društvo GOR, to je športno-kulturno društvo, ki se ukvarja s hip-hop kulturo. Mislim, spremljam, vidim jih že, oziroma gledam jih že nekaj časa, potem sem se tudi spomladi priključila, ampak zelo dolgo, ko se z njimi družiš in ga jih gledaš, ne opaziš ene stvari in sicer to sem potem jaz po nekih mesecih dejansko pač uvidela, dojela, da prihajajo res iz raznih vetrov, zelo veliko različnih etničnih, kulturnih pripadnosti, imajo različne korenine iz povsod po svetu, ampak to se ne opazi na prvo žogo, zaradi tega, ker se to sploh ne postavlja v ospredje. Tisto, kar je pomembno, kar nas druži, je hip-hop, ta kultura.
in tako presežeš razne predsodke in se družiš v ljubezni, plesu in glasbi, kar boste tudi pa lahko videli tam v drugi sobi. Moje slike so tam čisto na začetku. Lahko vidite, kako se naši člani ne borijo z gravitacijo, ampak se nekako odločijo, da jih briga zanjo. Breakdancerji pač in njihova ljubezen do glasbe se tudi vidi. Gremo sam še gor, ne? Hvala lepa.